Dober dan, župan. Začeli smo na Krasu, nadaljujemo na Bovškem oziroma zaključujemo na Bovškem. Dober dan, spoštovani in spoštovane. Vanja Trkman, bom z vami v vaši družbi, v našem studiu pa že župan občine Bovec, Valter Mlekuž. Dober dan tudi vam, župan. Dober dan, lepo pozdravljeni. Ja, kot rečeno, načela bova tiste aktualne teme v Bovški občini, kot vselej pa bomo v današnji oddaji odgovorili tudi na vaša vprašanja. Nekaj ste jih že poslali na naš naslov info@robin.si. Tudi med oddajo bom pokukala kaj na ta mail, tako da nam lahko še napišete kakšno vprašanje. Seveda mimo Kanina ne gre, župan. Zima je, Kanin pa že je pokrit seveda s debelo snežno odejo. Od predlanske jeseni ne obratuje. Da je smučišče potrebno celovite obnove, je jasno že nekaj časa. Na občini ste imeli tudi ponudbe investitorjev, konzorcij Promotor tudi še čaka. Brez državne pomoči pa ne bo šlo, smo večkrat slišali. Kakšne novice ste nam prinesli glede tega pisma o nameri in ali še ostajate optimist glede obnove tega našega edinega visokogorskega smučišča? No, okrog Kanina je bilo že toliko povedanega, 3 leta že govorimo eno in isto. Jaz vedno rečem, da poslušam pravljice od ministrstva, od države, kako je Kanin potrebno obnoviti, kaj je potrebno. Vemo, da se tudi še sedaj pojavljajo ljudje, investitorji, ki so pripravljeni, ampak vsi ponavljajo, da brez pomoči države to ne bo šlo. O tem pismu o nameri govorimo že toliko časa, da človek res ne ve, kaj je sploh še res in kaj ne. Kljub temu, da je tudi podpredsednik vlade, ki skrbi nekako za ta projekt, zatrdil, da pismo o nameri prihaja? Tako, to ni bilo zatrjeno enkrat, to je bilo večkrat tudi pokličem, se slišmo tudi z raznimi ministri in vem, da ko jih pokličem, da jim ni, po moje, ni prav niti, da pokličem, ampak če se spomnim, ko smo leta 2015 začeli za obnovo, je bil sklep vlade. Takrat so sprejeli sklep vlade, da se gre v rekonstrukcijo Kanina, v popravilo, vsi pa smo govorili, da je to za par let, potem pa bo potreba iti naprej. Govorili smo o zakonu o Kaninu, o kaj je treba vse prenesti iz občine na državo, ampak nič konkretnega mi nimamo še v roki. Minister Arčon je med drugim povedal, da bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. V kakšni fazi ste? No, mi smo ravno v zaključku priprave proračuna, v zaključku sprejemanja proračuna, tudi v proračun sem uvrstil 120 000 evrov za pripravo dokumentacije, govorimo za krožno kabinsko žičnico, da se pripravi, da se pride do gradbenega dovoljenja, ampak še enkrat poudarjam, to delamo vse tako na lepe besede, ki jih je povedal minister Arčon, ki jih je povedal minister Han in vsi, ampak človek bi pričakoval, da vsaj nekaj imaš v roki, vsaj neko pismo o nameri, da podpišemo. Jaz sem pričakoval, da bomo to pismo o nameri podpisali slavnostno, da bodo prišli novinarji, da se vidi, da se res na temu dogaja. Moram pa reči, da sem optimist. Seveda, da sem še zmeraj optimist, drugače tudi ne bi bil tukaj, kjer sem. Mogoče bil ravno Kanin in pa še ostale teme povod, da sem se sploh odločil takrat še za en mandat, zadnji mandat in rad bi v tem mandatu, upam, da ga bom izpeljal do konca, končal vsaj te stvari, vsaj okrog Kanina premaknili z mrtve točke. No, medtem pa se stroški vzdrževanja seveda nabirajo. O tem, koliko časa boste tudi vzdrževali javno podjetje Sončni Kanin, bo govora na naslednji seji. Do maja je zaenkrat rezerviranih 125 000 evrov, kar seveda ni malo denarja, pa vendar po drugi strani ugasniti podjetje sedaj je verjetno tudi tvegana poteza. Ja, jaz mislim, da je to zelo tvegana poteza. Ni kar tako enostavno ugasniti podjetje, pa res zdaj zapremo. Ravno če spremljamo po kamerah, vemo, da je gor ogromno turnih smučanj, ogromno ljudi, ki gredo gor in če nimaš človeka gor, da skrbi za te naprave, tudi ko pade sneg, morajo iti gor. Z italijanske strani, v zadnjič sem gledal slike, kako ti fantje gredo gor. Mislim, da te srce boli, ko vidiš, kakšne napore vlagajo, da in to niso niti domačini, ne? Da vlagajo te napore, da vzdržujejo te naprave,
potem pa take kritike, pa da se meče denar skozi vrata, jaz vedno rečem, da to ni res, ne. Nenazadnje imate tudi filmske ponudbe, oziroma bo tudi več snemanj potekalo na Kaninu prav v prihodnjih tednih. Ja, Kanin je zanimiv za snemanje, ne. Vsi vemo, koliko filmov se je že snemalo gor, koliko reklam. Mislim, da ravno danes gredo gor pogledati in to s turnimi smučmi okrog z italijanske strani, da vidijo, kaj se bo snemalo gor. Kanin je meka za snemanje, za turne smučarje in pa predvsem sonce, tako da danes, ko sem se peljal dol skozi, me kar srce zabolilo, ko pogledaš na Kanin in vidiš zasneženo, vse v soncu. Tiste 2 gondole, ki pa sta 2 leti nazaj, oziroma lansko leto viseli tam, nimamo nobenega dovoljenja, da jih vsaj tisto premaknemo. Če vemo, občinski svet je sprejel sklep, da se te stare gondole, ki jih je polovico na D-postaji, da se jih odproda, ampak vsi se zgovarjajo, nihče ne upa pognati, takoj smo šli v popravilo. Takrat je bilo tudi jasno rečeno, da ni šlo za nesrečo, ampak je bil to izredni dogodek, tako da ne vem, kdo je tisti, ki poreče, ja, pognajte žičnico, upravljena je, in da se prepelje tiste gondole dol, ali so vsaj tiste 2 gondole, ki visita še zmej 1 leto na zajli, da se to umakne. Morda bo kaj več znanega po seji sveta regije, ki bo predvidoma čez dober teden ali 2. No, v teh dneh, da se navežemo na drugo temo, pa sicer pričakujete tudi revizijo glede projekta nove športne dvorane, a o tem več po tejle skladbi. Septembra lani, tik pred dolgo pričakovanim odprtjem večmilijonske športne dvorane v Bovcu, je namesto veselja ob pridobitvi prišel šok. Na glavnih nosilcih strehe, ki je prekrita z zemljo, je prišlo do razpokalo je kar 7 od 8 nosilnih stebrov, vzdolžni stebri, gradnja se je ustavila. Zavod za gradbeništvo je poročilu ugotovil, da objekt ni varen. Bovški župan Valter Mlekuž, sklenili ste, da greste v revizijo celotnega projekta. Ta je bila naročena tik pred novim letom. Kdaj pričakujete izsledke in kako naprej s tem projektom? Je res po tistem poročilu ZAGA, ki smo ga dobili, ki ga je sicer naročil kolektor Koling, izvajalec. Bilo je precej nejasnosti, tako da smo se odločili, da gremo v revizijo projekta. Naročili smo ga mi, občina, ki ga bo tudi plačala, in ravno te dni pričakujemo odgovor pismeno, kaj sploh je nastalo na tem objektu. Res je, kot ste povedala, ko se neke stvari veseliš, ko pričakuješ, da že bo otvoritev, tudi takrat, ko smo imeli na obisku predsednico države, je bilo tudi njej zagotovljeno, kdaj bo. Mi smo imeli tudi že vabilo oziroma za tehnični prevzem, vse je že bilo napravljeno, da v to gremo, potem pa ta šok. Moram reči, da je bil to res velik šok in ne privoščim nobenemu tega, kar se zdaj dogaja z nami. Revizijo ste naročili oziroma ste pozvali pravzaprav neodvisne ponudnike, dejali ste, da želite povsem novo inštitucijo, ste dobili v tujini ponudnika. No, mi smo objavili na naši strani, dali smo rok kratek, ker vsi si želimo, da bi to čim prej končali, tako da dobili smo eno ponudbo iz tujine, vendar je bila prepozna, tako da zdaj pa je to revizijo opravlja IBD Ljubljana, tako da jaz verjamem, da bodo delo napravili strokovno, da bodo pregledali, kaj je. Predvsem nas je zanimalo eno, ali če se napravijo lesene konstrukcije take, kot morajo biti, kot da ne bi, ko se je govorilo, da so bili na dažju, da je bilo material narobe, a je statika tista, ki zdrži, če se to naredi. To je bilo eno edino vprašanje naše. Kar bi pomenilo, da bi tudi do odprtja oziroma do popravila prišlo vendarle prej, ne? Tako, vsi se želimo, tudi, moram reči, da tudi naši odnosi z kolektorjem zdaj zadnje čase, ko se pogovarjamo, jaz verjamem, da tudi njim ni vseeno, izvajalcev, da iščemo rešitev, kako priti do te revizije čim prej, narediti terminski plan, da se gre v sanacijo, potem pa se bomo, če bo potreba, tudi tožili, kdo je kriv, odgovoren, kdo je, ampak to je treba zaključiti. Glejte, zdaj ti naši otroci smo telovadijo v šotoru. V šotoru, to
moram reči, da se je naredilo predvsem tudi s pomočjo lastnika zemljišča, ki nam je dovolil to narediti, ampak dvorana je le dvorana in jaz pričakujem, da bomo to čim prej naredili, da se pogovorimo kot ljudje, da sedemo vsi vpleteni zraven in rečemo, dajmo to končati, potem pa bomo videli, kako bodo ti stroški šli. V teh dneh ste objavili tudi urnik obratovanja oziroma halo, večnamensko napihljivo halo lahko koristijo tudi zunanji, torej društva, v dopoldanskem času je seveda namenjena šolarjem, se pravi je v uporabi kar precej tudi te dni? Ja, mislim reči, da je kar zanimanje, seveda vsi si želijo nekje imeti to rekreacijo, vemo tudi naši otroci ob šolske dejavnosti, ko so se vodili na Strpenico, na Žago, zdaj pa imajo vse gor, moram reči, da imamo kar mladino, ki zelo aktivna, predvsem v atletiki in tudi zunanji, v zadnjem občinskem svetu smo sprejeli cenik, ki je toliko, da se pokrije stroške, nič druga te dni bomo namestili tudi kontejner za WC-je, tako da vse bo, kar more biti, ampak ko pa ti uide pogled na tisto res lepo dvorano, pa zaboli srce. Ja, je to, njen izgled je zelo poseben, tudi sama gradnja, vemo, zemlja je nad njo, torej je tudi mišljena kot samooskrbna. Tako, to je, vemo, da je noter, ko smo se na začetku borili s isto vodo, ki je zalivala vse, potem se je naredilo rezervarje, ta voda se je zbirala, tako da vse je bilo avtomatsko, tudi za zalivanje zelenih površin in res je žalostno, ampak glejte, po vsakem dežju posije sonce in jaz se samo tega nadejam, da bo to čim prej. Pričakujemo torej tudi odgovore oziroma revizijo, ki bo obelodanjena v teh prihodnjih dneh. No, ste se pa med tem na Bovškem le razveselili dobre novice, katere poveva po tem glasbenem predahu. Bovški župan Valter Mlekuž ostaja z nami na valovih Radia Robin. No, ena izmed vaših zavez in projektov, katerega ste trdno verjeli oziroma verjamete, je seveda gradnja doma starejših občanov v Bovcu. Prizadevanja zanj imajo že dolgo brado, lahko rečemo, no lani pa vendarle dobra novica. Država je umestila v proračun denar postopoma skozi leta, seveda tudi za ta projekt. V kakšni fazi ste sedaj, kdaj bi se dela lahko začela? No, res je, novica je vesela. Vemo, da je bil denar zagotovljen že prejšnjo leto, vendar zaradi te ujme poplav, ki so bile, se je ta denar vzel. Tako da jaz sem bil obveščen z strani našega poslanca Danijela Krivca, da tega denarja letos v proračunu ni bilo, tako da sem takoj zaprosil za sestanek na ministrstvu. Moram reči, da so me takoj sprejeli in mi je bilo rečeno, da je denar zagotovljen v 3 letih. Tudi minister, ko je bil slavnostni govornik na tem 53. srečanju, ki ga imamo za Mejci, je bil v Bovcu, dobili smo se 2 uri prej, se pogovorili, tudi sam si je ogledal lokacijo, kje ta dom je, bil je navdušen in tudi v slavnostnem govoru, ki ga je imel, rekel, dom v Bovcu bomo letos začeli graditi. Zdaj vem, da so neke težave tukaj v domu Nova Gorica, glede direktorja, ampak v to se ne bom spuščal, jaz upam, da bo to čim prej rešeno. Vsi podpirajo ta projekt Kanin, ta projekt doma, tako da, ljudje me sprašujejo, kdaj bo. Jaz moram reči, ko poskusiš to na svoji koži, kaj pomeni. Tudi sam sem v tej situaciji bil, ko imam starše in veš, da bi lahko bili v domu, blizu doma ampak občina delamo na tem vse, kupujemo stanovanja, tudi v kratkem smo kupili eno hišo prav zraven, ker je 5-6 stanovanj. Poseben izziv bo res kader, kaj ne? Tudi več idej ste pripravili, ne le stanovanja? Ja, mi smo povedali, to ni projekt, ki bomo rekli za 2 meseca, 3 mesece rabimo kader. To je in vedno moramo gledati optimistično. Če bi vsi tako gledali, da bi rekli, problem je s kader, potem ne bi gradili ne bolnic, ne zdravstvenih domov, ne nič, ker bi rekli, saj ni zdravnikov, saj ni tega. Ampak začeti je treba sistematsko,
Tudi v zadnjič sem poslušal studio ob 17, ko je državni sekretar izpostavil, rekel, evo, dober primer prakse je Bovec, kako skrbi. Jaz sem tudi dal zavezo, da bomo pomagali pri kadru in jaz sem prepričan, da ga bomo dobili. Sam začeti je treba, je pa res, da marca 2026 nam poteče gradbeno dovoljenje. In bo potrebno zavihati rokave. Leta je treba zavihati rokave in začeti. Koliko stanovanj ste sedaj že nekako rezervirali za ta namen? No, mi smo zdaj dobili 2 stanovanji v najem od Ministrstva za notranje zadeve, ki so za oprem. Pripravljamo tudi pravilnik o kadrovskih stanovanjih. Prav zraven zdravstvenega doma smo kupili zdaj gozdno hišo, ker je 6 stanovanj. Tam zraven delamo še eno stanovanje od spodaj, ko smo tudi s tem namenom kupili spodnji del, ki je iz popotresne obnove, še se obnavlja 2 stanovanji na Srpenici. Nekaj pa imamo tudi stanovanj, seveda za naše ljudi, neprofitne stanovanja, ampak tukaj sem malo razočaran, ko imaš človeka v stanovanju in ko gre ven ali pride do... Ravno včeraj sem šel pogledati eno stanovanje in ne vem, kdo bi se tako obnašal do svojega stanovanja. Tako da vse stanovanja, ki jih dobimo nazaj, je potrebno iti v sanacijo, v popravilo. To je res žalostno. Tako da bo tudi na tem področju kaj potrebno spremeniti? Tudi na tem, ja. No, če bo gradnja tekla po načrtih, da bi lahko sledilo na to odprtje, koliko mest bo na voljo na tej čudoviti lokaciji na Jezircah? No, tam je mišljeno 66 postelj, veliko je enoposteljnih, to je bil tudi takrat, pogoj. Šli smo mi na vrat na nos v kup zemljišč, v spremembo gradbenega dovoljenja, pridobili gradbeno dovoljenje, prepisali vse zemljišča na državo in ravno to večkrat ponavljam z Kaninom, ko pravijo, da je treba prepisati na državo, potem pa prepišeš in si odvisen, a bo ali ne bo. Tako da mene me kar srce boli, ko vidim tam zemljišča, ki smo jih mi kupovali, ki so bile naše, zdaj pa Republika Slovenija, ampak jaz verjamem, minister mi je dal obljubo, tudi moram reči, da tudi popoldne me večkrat pokliče, zdaj sem še ne 2-krat slišala, on me je poklical na moj mobitel in tako da jaz samo verjamem, da upam, da se bo to čim prej rešilo tudi tukaj v Novi Gorici in da se gre v razpis za izvajalca. No, katere večje naložbe še načrtujete na Bovškem, tudi na to temo po tej skladbi. Ostajamo na Bovškem, v našem studiu danes gost župan Valter Mlekuž. No, na zadnji steji ste v Bovcu obravnavali tudi proračun za letošnje leto v prvem branju, ki predvideva dobrih 12 milijonov evrov prihodkov in nekaj manj kot 15 milijonov evrov odhodkov. Še nekaj dni je proračun v javni obravnavi, do drugega branja bo še nekaj sprememb, pa vendar, katere projekte bi izpostavili, kateri so tisti največji, ki jih načrtujete? No, moram reči, ki ne gre za 3 milijonske zadolževanje, ker je bilo prenešeno tudi iz lanskega leta. Vemo, da 11 let sem župan, vsako leto zapreš, nikoli nismo efektivno zapirali proračuna. Vedno smo, če nismo imeli sigurno prihodkov, potem smo zaprli z zadolževanjem, ampak pokazalo se je zmeri, da tega zadolževanja ni bilo treba, ker ne moreš vsega izpeljati. Zdaj glavni cilj je končanje športne dvorane. To je glavni. Potem, ko sem povedal... Tu gre tudi večina tistih investicijskih sredstev. Ja, tistih investicijskih sredstev. Potem pa gremo v, kot sem že prej povedal, dokumentacijo za Kanin, tudi videl, kaj bo treba. Potem pa je kar precej teh projektov, ki se vlečejo že nekaj let. Vemo, da delamo veliko parkirišče v Trnjavi Kluža, kar je bil vedno pogoj od države, da naredimo parkirišče tam in da se potem nadaljuje še ta oski pas, ki je v Klužah, da se naredi ta povezovalni hodnik. Jaz vem, da tam bo malo težav glede zapore cest, ampak nekje je treba ugrizniti in da se konča še ti del od Strmca do Mangarta, ampak to je stvar države. Naše pa je projekt, ki ga že kar nekaj časa peljamo in smo odvisni tudi od sezone, Vodenca. Vemo, da tam gremo v rekonstrukcijo ceste, v nov vodovod, v čisilno napravo.
Zadnje čase se je tudi tam malo zaustavilo, ampak zdaj se dela. Ko bo začela sezona, bomo morali prekiniti in potem delati naprej. Tudi v Bavšicu je cesta taka, ki je potrebna rekonstrukcije. Vemo, da smo pred 3 leti se ukvarjali z mostom v Logu čez Soškem. Vemo, da sreča, čeprav nekateri učitajo, da je projektant takrat zamočil, kako je delal, ampak dokler se most ni odprl, se ni videlo, v kakšnem stanju je. In jaz sem samo vesel, da smo se takrat lotili, da se je videlo, da je bil most res nevaren. Zdaj pa gremo v projektno dokumentacijo. Tam je mišljeno tudi, da bi potem uredili krožišče, samo krožišče, in potem, da bi se tudi parkirišča uredila. Vemo, da imamo tam težave s parkirišči. Ideja, ki smo imeli že lani, da se tam, ko je bil vetrolom, ob slapu naredi neki čudovito parkirišče oziroma razgledno točko. Nevarne situacije so tudi za obiskovalce same. Ampak tam se je ustavilo. Jaz upam, da se bomo še pogovarjali o tem, podarili smo se, oni ni imel nobenih zadržkov, zavodom pa bomo morali še rešiti. Zavod za varstvo narave, da poveva poslušalcem, namreč je ustavil ta projekt. Se pravi, boste skušali vendarle nekako urediti to območje na drugačen način morda? Ja, mi upamo, drugače pa bomo šli tako, kot je šel Janković v Ljubljani Drativo, lahko je spremenil, ne, mislim, tega si ne želi nobeden. Jaz upam, da ne delamo tam, da bomo imeli ogromno pločevine, delamo samo predvsem za varnost, ker tam je res nevarno. Jaz se vsak dan peljem mimo s kolesom ali pa in obiskovalcev je pa seveda veliko. Tam pa je, to je res razgledna točka za sam slab in zakaj morajo ljudje siliti gor in potem ob cesti, na cesti. Pomembna sredstva, če ostaneva še nekaj trenutkov pri proračunu, so tudi iz 11. člena Triglavskega narodnega parka. Kaj tam načrtujete letos? Ja, tam gledamo vsako leto, da jih porabimo tako, kot je, čeprav moram reči, da se tudi na tem področju, kar stalno opozarjam, predvsem jaz pa bohinjski župan in zgori, da se vse preveč zaostruje, da je tukaj preveč birokracije. Vemo, leta nazaj, ko smo dobivali sredstva iz 21. 23. člena, je bilo ravno tako. Mi imamo približno 1 300 000, celo leto zalagaš, delaš projekte, zalagati moraš denar, nekatere občine celo vzameš kredit, da to narediš, potem pa si na koncu odvisen, ali ti bodo priznali vse, ali ne. Letos so nam kratko malo vzeli 120-130 000 evrov, tako da je že večkrat opozarjam, da naj se naredi en sestanek in da naj se to poenostavi, ne da je toliko dela. Res je, če imaš en projekt, 2 projekta, potem je eno, ampak če želiš več izboljšav, ko pa je, vsi si želijo čim več, sredstva grejo tudi v Log pod Mangart, ker vemo, tam smo se odločili, da gremo kulturni dom. Prvo smo mislili, da bomo šli renovirati, ampak potem je statik pokazal, da se ne splača in bomo šli v novogradnjo. No, še eno temo bova načela, preden se posvetimo vprašanjem poslušalcev. Lani je odmeval nov plovbni odlok, ki je razdelil Sočo, tudi o tem po skladbi. V začetku prejšnjega leta je v Posočju odmevalo sprejetje novega odloka o plovbi po reki Soči, ki sta ga sprejeli Tolminska in Kobariška občina, medtem ko sta na Bovškem ohranili stari skupni odlok iz leta 2016, župan Valter Mlekuž. Dogajale so se pa med tem lani tudi take situacije, govorimo o odseku med Crpenico in Trnovim ob Soči, kjer so uporabniki recimo morali plačati Bovško dovolilnico za vstop na reko in Kobariško za izstop. Ali boste občine letos glede tega odloka vendarle sedle za isto mizo, se dogovorile? Gre za skupno območje, je torej politična volja? No, politična volja je sigurno. Z moje strani in moram reči tudi strani župana Tolmina, mi smo se usedli na to temo. Tudi ravno v četrtek smo sedeli 4 ure, tudi že prej smo poskušali, seveda je cilj, da imamo enoten odlok. To smo tudi mi že lani poudarjali, nikakor pa nisem za to, da se ubira, da se toliko, kot smo rekli, Bovec 3 evre plus 10 evrov, zdaj naj bi bil Kobarid imel celo pod njihovem odloku 12,5 evrov.
kaj bi bilo, če denemo še mi 10, to pravi bi bilo 22,5. Vemo, da imamo mi ogromno 12 kampov, ki so odvisni od Soče, ki so odvisni od kajakašov, od turistov. Lejte, to govorenje, da turista ne zanima, ko pride, da koliko košta, ampak ne, to ni res, to vemo. Mi smo uredili vse parkirišča zdaj okrog vstopnih mest. V četrtek smo se pogovarjali, tudi moj predlog je bil, da naj bi sprejeli skupno vse 3 občine, da naj bi sprejeli skupno ceno 10 evrov, tudi če za voljo občine Kobarida, da bi se delilo malo več na njihovi strani, ampak župan na to temo ni hotel niti poslušati, niti govoriti, kaj se bo zgodilo. Jaz se prizadevam, jaz skušam, tudi v zadnjič, ko smo imeli izbor za direktor Doline Soče, ja, sem povedal, da se bomo v četrtek dobili in zdaj na naši strani ni nobenega problema, da bi se prilagodili. Veste pa stalno, da jaz stalno poudarjam, če hočemo širiti sezono, se pravi razširiti na april in potem kasneje, da bi morala biti izven sezone cena manjša, potem pa v sezoni, jaz sem vedno zagovarjal, da če bi bilo v sezoni 7-8 evrov, ne bi bilo nobenega problema, ampak to na dolgi rok, res predolgo sem na tem svetu, da vem in probo, kaj se je vse v Bovcu dogajalo, ko se je pisalo, da je Bovec mesto duhov, mesto strahov, in če se bomo tako ponašali, potem se bomo lahko tudi spraševali tudi nad poletno sezono. Mene so zvolili ljudje iz Bovca, tudi ti, ki živijo od turizma, in jaz se bom boril za te ljudi, tako da nikoli nisem imel pohlepa po denarju, tudi če vemo, da je denar, ki je iz Soče, treba vložiti v samo reko, da ga ne moramo porabiti za druge reči, potem vemo, koliko se potrebuje, da se lahko vstopna mesta uredi. Seveda. Boste torej še kaj sedli na to temo, čeprav razumem, so pogajanja, se pravi sedaj na neki mrtvi točki? Ja, mislim, da jaz pričakujem tudi v Kobaridu, da se bodo ljudje končno rekli, kaj naprej, velite. Potem zdaj, kar je bilo lani 10, je bilo 12,5, zdaj plus naša 3. Jaz sem tudi županu povedal, kaj če gremo še mi 12,5, se pravi 25 evrov, kdo pa ti bo dal 25 evrov? Vemo, pridejo ljudje, so tukaj, da imaš turistično takso od njih, vsi živijo, vemo, da v Bovcu skoraj vsaki drugi ima apartmaje, ukvarja se s turizmom in zdaj se je pokazalo, kaj pomeni zimska sezona, ko ni, ampak tako hitro zapraviš poletno sezono, da imamo izkušnje z drugih krajev. No, omenili ste že iskanje nove direktorice oziroma sedaj še vedno do 12. marca opravlja funkcijo kot vršilka dolžnosti sedanja VD, torej Erika Špolat. Kaj pa tam na nedavni seji sveta zavoda sta bili namreč 2 kandidatki, nobena ni prejela večine glasov, vas skrbi, ker destinacija nekako nima še vedno vodstva s polnim mandatom? Lejte, seveda, da me skrbi, čeprav moram reči, da je v tem letu VD direktorica, ki je sedaj presegla naša pričakovanja, ampak vsi si želimo, da bi dobili direktorico za dalj časa. Vemo, da smo v kratkem menjali že 3 direktorje ali 4, to ne pelje nikamor. Sam sem bil prisoten na svetu zavoda, ko so izbirali, tudi poudaril sem, da sem bil pozitivno presenečen nad predstavitvijo, predvsem ene kandidatke. Mislim, da je bila predstavitev vrhunska, predstavljeno, kaj bi se naredilo, kaj je potrebno narediti, kako da se svet ni odločil, zakaj jo ni nobena dost glasov, v to pa se ne morem vtikati. Jaz, ko sem zapustil sejo pred glasovanjem, sem jim zaželel, naj se odločijo pravilno. Seveda zdaj pa je moje mišljenje, da je v tem trenutku najbolje, da podaljšamo vedejevstvo sedanji direktorci in da se potem išče rešitve, kako naprej.
Še nekaj trenutkov ostaja z nami bovški župan Valter Mlekuž. Po temle glasbenem premoru se posvetimo vprašanjem poslušalcem. Ostanite blizu. Bovški župan Valter Mlekuž je gost današnje oddaje. Dober dan, župan. Na naš naslov info@robin.si smo prejeli tudi nekaj vprašanj za vas, župan. Najprej vprašanje poslušalke, kaj namerava občina postoriti za mlade, da bi ostali v občini? Predvsem pa me zanima, ali se kaj razmišlja tudi o stanovanjih za mlade družine. No, jaz lahko rečem samo to, da smo v zadnjem času kupili kar približno za 1,5 milijona zemljišč. Vemo, da zemljišč ni, tudi kakšna je cena v Bovcu, glede nepremičnin, tam raste cene v nebo. Vse, kar je bilo možno graditi, smo mi kupili, uveljavljalo predkupno pravico, tako da zdaj imamo 3 parcele, ki bomo šli v urejanje in potem iskali, vemo, da nimamo stanovanjskega sklada, iskali, kdo je pripravljen narediti in za zameno za to, da bi dobili kakšne stanovanja. Moram pa reči, da smo za mlade letos naredili kar veliko, tudi dobili smo nov prostor, kjer se bodo družili. Moram reči, da je kar pozitivno, sem presenečen nad njihovim odzivom. Potem imamo vprašanje še režima na bovškem letališču. Spomnimo, domačini so se jezili zaradi hrupa. Kako je sedaj tam? No, jaz mislim, da se je to precej uredilo. Vemo, tudi sam dobivam stalno te pripombe strani civilne iniciative. Vsak ima pravico povedati, reči, kaj ga moti. Mi se trudimo, da se ta hrup manjša vsako leto, tudi določene režime sprejemamo in mislim, da se je stvar obrnila pozitivno in da ni več takih. Še eno vprašanje poslušalke iz Nove Gorice, namreč se bo kaj spremenila cena parkirnine? Bodo še naprej tako draga parkirišča na Bovškem? No, jaz mislim, da smo lani naredili z tem parkovnim režimom, ko ima vsak možnost kupiti dovolilnice, domačin, ponudnik turistični, gost Bovca. Jaz mislim, da je to zelo ugodno in vsak, ki hoče to kupiti, ravno zdaj se bo spet prijavljalo. Moram reči, da je bil kar velik odziv, tako da moje sodelavke so to lani pripravile, brez da bi sploh jaz to vedel, so se lotile po režimu Bohinja in jaz mislim, da ni nobena taka cena, da se ne bi moglo. Če kupiš dovolilnico kot domačin ali pa za 10 evrov in parkiraš kjerkoli, potem pa res se splača. Tako. Čas nas že priganja, tako da se bomo na tem mestu poslovili. Župan, hvala za vaš obisk v studiu, hvala za vse povedano, srečno naprej. Hvala tudi vam in se vidimo naprej. In s tem smo zaključili tokratni niz oddaj. Dober dan, župan, spoštovani in spoštovane, hvala, da ste bili z nami, prijeten dan še naprej. Radio Robin.